Dobrodošli v Ustvarjalnih minutah. Sem Marjeta in bom danes spet ustvarjala skupaj z vami. Kako ste kaj? Tudi vam so všeč vodenke, slišim? Ja, tudi jaz jih imam zelo rada. Najboljše pri vsem pa je to, da z njimi lahko pacam z vodo. Kaj ne? Tudi vam je všeč? Ja, voda in vodene barvice. Kaj je lepšega na tem svetu? In veste kaj? Ravno zaradi tega, ker imam zelo rada morje, ker imam zelo rada vodo, ker imam rada vodene barvice in veste kaj? Imam zelo rada tudi vodne odseve. In ali veste kaj? Še enkrat, danes bomo izdelali enega. Kako? Zelo lahko, ampak to so veliki triki malih mojstrov, kaj ne, otroci? Sedaj pa poglejmo, kaj potrebujemo za samo izdelavo. Za samo izdelavo naše lepe slikice. Poglejte si, izdelala sem barčico in njen vodni odsev preslikala v morje. Ali vidite, kako se lepo v vodi odseva barčica? Ja, to je nekaj posebnega in danes jo bomo izdelali tudi mi. Zato bomo potrebovali čopič, seveda, in pa vodo, papir, vodene barvice in pa voščenko ali pa navaden pastel. Pa najboljše pri vsem tem, da kar začnemo. Kaj ne? Tako. Najprej, kar bomo naredili, bomo vzeli list papirja, čisto navaden bel list, in ga prepognili na polovico. Kaj res? Ja, točno tako. Prepognimo ga na polovico ter dobro pritisnemo, da se nam naredi rob. Tako. Jaz bom namesto bele voščenke ali pastela uporabila svetlo modrega. Zakaj? Zato, da boste vi videli, kaj bom jaz narisala. Medtem ko na vaši slikici ni potrebe, da se vidi, zato uporabite belo voščenko. Najprej bom narisala morje. Tukaj, točno na polovici, tukaj, kjer imamo črto iz prepogiba, tukaj bomo naredili prve valove. Poglejte jih. Ali jih vidite? Aha, bolj slabo se vidijo točno zaradi tega, ker se morajo skriti. Tukaj vodene barvice ne bodo pustile svoje barve in tukaj se bodo zasvetili. Tako, najprej narišemo veliko morje. Ali ga vidite? Včasih lahko naredimo še take valove. Točno tako. Sedaj pa na zgornji del slikice narišemo ladico, barčico, mogoče celo kaj splav. Takole in takole. Poglejte si, naša barčica je že tu. Da, tako, skoraj že plava. Sedaj pa veste kaj? Sedaj pa bomo pobarvali barčico. Nič morja, le barčico in to zelo na mokro. Tako kot mi znamo, otroci, najboljše, kaj ne? In vzamemo čopič, ga namočimo v vodene barvice, zelo na mokro in zelo na močno, da se bo barva zelo dobro poznala. Ter ga pobarvamo. Še ga moramo. Če se vam ne pozna dovolj, vam veste, kaj svetujem? Ali imate doma tiste flomastre, ki so pralni? Tisti flomastri, ki jih mame lahko očistijo z vodo. Točno tisti flomastri so ravno tako dobri za barvanje tega. In naslednjo pobarvamo še tukaj. Takole, poglejte si. Vidim, da moja barčica ne želi sprejeti tele barve, zato bom jaz si pomagala še z nečim. Včasih je potrebno tudi to. Uporabila bom ta flomaster, ki sem ga prej rekla. Malo je
to je tisti flomaster, ki je pralne sorte. In z njim dobro namazala mojo barčico. Tako. Sedaj jo imamo. Poglejte to, sedaj pa prepognemo. Prepognili bomo čez polovico in dobro pritisnili. Zakaj? Na drugi strani bomo pustili odsev. Tako, dobro smo pritisnili in sedaj odpremo. Aha, ali vidite? Na drugi strani se je že začel prikazovati odsev. Sedaj pa pobarvamo še z vodenkami vse naokrog. Pobarvamo z modro in zeleno barvo, takšno kot je naše morje, kaj ne? In dobili bomo morsko pokrajino. Odsev ladjice je na sredini, vse naokrog pa pobarvamo z modro in zeleno barvo. Tako. Ko se barva posuši, se dobro vidi, kako je nastal morski odsev. Upam, da boste sami izdelali vsaj 5 ali pa 10 različnih slikic in preizkusili še marsikatero novo stvar. Lep dan vam želim še naprej in se vidimo spet prihodnjič.